Spoštovani gospe in gospodje, dober večer in lep pozdrav vsem skupaj zbranim iz Maribora. Kar trije smo se danes pripeljali v mali delegaciji z edinim namenom povedati nekaj, predstaviti vam nekaj dejstev, pa tudi nekaj misli o temi, za katero sem bil vabljen. Semle najprej seveda tudi lepa hvala za vaše vabilo. Čeprav imam nekaj malega let že na grbi, sem v Ljubljani, se pravi mesto, kjer sem študiral in doštudiral, tako do diplomsko, kot tudi magistrsko stopnjo predaval dokaj malo, kajti takoj po opravljenem dodiplomskem študiju na veliko zgodovino Ljubljanske filozofske fakultete sem se zaposlil kot mlad raziskovalec, ampak je bilo o meni že kar precej povedanega se strani kolege dr. Mavra, za kar sem seveda najlepše zahvaljujem. Bi povedal samo še tole, preden začnem, da je tema, namreč Ludvik XIV, Sončni kralj, večna, neminljiva tema, ne samo evropskega, ampak svetovnega zgodovinopisja, kajti brez njega zanesljivo ne moremo in ne smemo razlagati karkoli, česarkoli bi se že dotaknili iz tele, bom rekel, novoveške evropske zgodovine. Kako kompleksna osebnost in kako kompleksen je bil čas, ki ga je ta človek soustvarjal v Evropi, ne samo v njegovi državi Franciji, ampak tudi v Evropi, bo morda vidno tudi iz tega predavanja, ki sem ga koncipiral, ne vem kako strašno, prosim, zapleteno. Nekaj malega bo teksta, najbolj sem vesel seveda, da lahko imam slikovno predstavitev, kajti nekaj bi seveda na vsak način rad predstavil s slikami. Se veste, ena slika pove več kot pa desetine in desetine strani. Nekaj malega bom vmes prebral tudi o njegovi osebnosti, njegovi življenjski družici, prvi ženi, iz knjige, ki jo je Mladinska knjiga izdala pred desetletjem z naslovom Karlšo kraljevske norčije, s podnaslovom Zgodovina škandalov na evropskih dvorih. Čeprav je knjiga, bomo rekli, bo se rekli takoj po naslovu, da spada v tistile v šund, ampak bom rekel, da ni ravno tako. Kljub temu, res vabim že sedaj, knjiga je seveda v slovenščini, dajte jo prebrati. To sicer ni knjiga, ki jo vzamete v roke pa postane orožje, je pa knjiga, ki menim, da bolj kot sem jo sedaj v teh dneh bral, je, moram reči, Mladinska knjiga tukaj izredno, bom rekel, imela prefinjeno misel, ko je tole izdala, in sicer vam bom povedal že tole z njenim originalnim naslovom, torej izvirnik je v angleščini, naslov pa je Royal Babylon, oziroma s podnaslovom The Alarming History of European Royalty. The Alarming History of European Royalty se pravi, da je knjiga mišljena in tudi je, prosim, kot resen tekst. Čeprav je res od prve strani naprej vsebina bolj kot ne neresna. Govori namreč ne samo o Ludviku XIV, tega pravzaprav omenja faktično zelo malo, ker je avtor angleški, se bolj posveča seveda angleškemu dvoru in pa vsem tistim evropskim dvorom, ki so bili povezani z tako drugače z angleškimi zadevami, recimo tudi z dinastijo Saxon-Coburg-Gotha in drugimi, ampak nekaj malega o francoskem Sončnem kralju je, pa jim bo na par mestih pomagalo, predvsem pa prosim tisto, kar bom hotel pokazati, ne za poveličevanje kakve veličine tega človeka, ampak za preprosto pokazati, da je kljub vsemu bil samo in samo človek, da se je enkrat rodil in je enkrat tudi umrl. Umrl je pa sicer leta 1715, kar pomeni, da letos, ne bom rekel slavimo, ampak vzpostavljamo jubilej v Franciji, seveda to šlo drugače, 300. obletnice njegove smrti. In če daljujem, Ludvik XIV, jasno, samo človek, čeprav se je imel za praktično približujočega se sončnemu božanstvu, moram pogledati tudi na uro, ker mislim, da imam na razpolago 45 minut, potem bo pa že malo tako. Da pa si je nadel naziv Sončni kralj, je zanimivost, kot toliko drugih v njegovem življenju, povezana verjetno tudi z začetki zanimanja, recimo za prastare
kulture, vemo, kdo je nekoč nekje tam v Egiptu že bil sončno božanstvo in se je kot tak razglasil za edinega boga, vendar za boga sonca. Zdaj, ali je samo tole vplivalo, ali pa še kaj drugega, toliko me tole ne zanima, vendar naziv, prosim, zadal si ga je sam in hotel, da ga tudi tako nazivajo. Sončni kralj, se pravi, dobesedno, bom rekel, vladar enega od 4, protoelementov vsega živega in neživega, ne samo na planetu, ampak v univerzumu. Letnik rojstva je 1638. V stoletju je živel, ki je pomenilo to stoletje namreč za njegovo državo, za Francijo, kako bi rekli, zenit, resnično zenit moči. Praktično nikoli več, prosim, do današnjih dni ta država ni živela ali pa doživela takšnega vsesplošnega, bom rekel, vsesplošnega monopolnega, bom pravzaprav rekel, pomena na evropski celini, poudarjam na celini, kajti zgodovinarji jasno moramo ločiti le, kaj je na celini, kaj pa potem še na britanskem otočju, čeprav je seveda sestavno vse skupaj del Evrope. Pa ne, da bi Ludvik imel posebej probleme z Angleži. Izkazalo se sicer to je potem kot res eno največjih problemov v letu 1701, ampak gremo lepo počasi. Letnik torej 1638 in v francoski zgodovini, tam je že kar od prejšnjega 16. stoletja naprej, veste, ni bilo prav nič nenavadnega, da so kralji postajali dečki. Dobesedno. Dečki. Čeprav je tole v evropski norveški zgodovini bilo pravzaprav zelo redko, ampak tu v Franciji niti ne tako. Lahko bi to sicer primerjali za dogajanje na kakrem kitajskem dvoru ali pa recimo na kakrem japonskem dvoru, kjer ni bilo pa prav nič nenavadnega, da je vladar postal 8, 9 ali pa 10-letni deček, vendar se je potem njegov čas vladanja, prosim, čez kako desetletje in pol na japonskem že steklo, ampak ti so druge kulture. Je rezultat seveda Ludvik zakona med njegovim očetom Ludvikom 13. in pa habsburško, in to špansko habsburško princeso Ano. Dinastične zveze, prosim, v Evropi so bile v točno tem 17. stoletju že tako zelo prepletene, da si je posebej ta habsburška družina zaželela ne več nekih eksperimentov ali pa navezovati se z drugimi, zelo oddaljenimi, tudi prostorsko oddaljenimi dinastijami, ampak si je točno ta habsburška dinastija zaželela, če je bilo le možno in ustrezno, poročati se znotraj dveh že obstoječih vej habsburške dinastije, se pravi pripadniki španske in pa pripadniki tako imenovane avstrijske ali matične veje dinastije. Tako je ta Ana Marija Mauricija Habsburška bila članica španske veje, vendar je po svojih prednikih seveda izvirala iz avstrijskega prostora. Njena mati je namreč bila nadvojvodinja Marjeta, hči našega notranjega avstrijskega nadvojvoda Ferdinanda, kar se potem lepo pokazalo v odnosu med dvema sploh najpomembnejšima evropskima vladarjeva tega časa, torej druge polovice 17. stoletja, in sicer Ludvikom in pa Habsburžanom, cesarjem in našim državnim knezom Leopoldom I, kajti po svojem direktnem rodbinskem odnosu sta bila bratranca v drugem kolenu. To jo ni prav nič motilo, imenovala sta se bratranca, ampak hkrati sta si bila najhujša sovražnika. Veselimo se torej v 17. stoletje, da vidimo, kako je Ludvik 14. rojen, kako je živel. Očeta Ludvika 13. vidimo tule, v seveda tisti ponosni, bojevniški drži na konju. Verjemite, da je seveda stvarnost bila povsem drugačna, portretirana osebe namreč sedela na nekem, kako bi rekel, kartonastem ali kaj takega, ne kar je bilo podobno konju.
tisto vse drugo je pa bila ozadje, tako da je tule prav resnična, ne samo figura, obraz Ludvika 13. in pa seveda močna avtoritarna figura v njegovem ozadju, to pa je kardinal Richelieu, ki je pravzaprav držal to državo v tem času prvi polovici 17. stoletja po konci. Še več, kardinal Richelieu je pravzaprav ustvaril Francijo, tisto, ki lahko rečemo absolutistična Francija, ki jo je potem Ludvik 14. lahko sin nadgradil v, bomo rekli, pravzaprav nedosegljiv vzorec absolutizma tega stoletja. Nekaj pred smrtjo je Richelieu, ki je faktično bil prvi človek države, ostarelemu kralju in pa naslednikom, ki bi ga ne nasledili, predlagal tudi svojega naslednika na tej funkciji, to je bil kardinal Mazarin, francosko izgovorječ, ampak dejansko je bil tole človek z, bi rekli, izvirnim priimkom Mazarini, se pravi Italijan, ki pa je že v mladih letih prišel v Francijo in tam je naredil nenadejano kariero, skratka postavil Richelieu naslednik in imel funkcionalno prav enako funkcijo, torej ne samo prvi minister, državni kancler, ampak pravzaprav tisti, ki je stal za kraljem. Kaj to pomeni? Da se vladar pravzaprav, oziroma Ludvik 13. sploh ni ukvarjal kaj dosti z vladanjem, vse to je raje prepustil kardinalu. Kako pa je to potekalo, kdor, prosim, je bral vsaj Tri mušketirje, ve dobro, kako je to potekalo, kajti v tistem romanu je Richelieu seveda siva eminenca, oziroma ena od bistvenih figur tega romana, pa še drugi. Kardinal Mazarin, dobesedno upravnik države, tudi v prvih 5 letih Ludvikovega življenja, rekli smo, rojen 1638. Z 5 leti, prosim, še ne polnim 5 leti, je Ludvik zaradi smrti očeta moral biti okronan za novega kralja Francije. 5 let, prosim, nič nenavadnega, tudi po njegovi smrti, po njegov naslednik na prestolu, morda 2-3 leta starejši, a ne vnuk Ludvik 15. v enakem poziciji okronan za kralja Francije. Tako da še enkrat, nič nenavadnega ni tole bilo v tem času. Če dovolite, minorite se temu reče postrokovno. Seveda, ja, seveda. Pravilno imate, gospod doktor, razglasiti so ga morali, namreč fantiča, razglasiti so ga morali polnoletnega, ne po svojih letih, ampak polnoletnega, da je sploh to funkcijo lahko prevzel. Kot tako. Mladoletni. Mladoletni, da, seveda. Drugače bi pravzaprav, oblast bila lahko, bi mu lahko nekdo oporekal. In kakršnokoli oporekanje, seveda je v teh, verjemite mi, v teh razmerah bilo izredno nevarno, lahko namreč vsako zadevo bi lahko nekdo izkoristil za zoprvanje, za predstavljanje, oziroma za razlog, da bi lahko kandidiral za krono Francije. Verjemite mi, da je Ludviku 14. Že v desetletjih njegovega življenja, pa tudi še pozneje, ko je legenda o njem začela rasti, bilo narisanih nič koliko portretov. Največji primeri si jih je kralj seveda dal izdelati sam, zdaj o nečimrnosti ne bomo, kaj dosti, ampak tudi ga ne bom ne vem koliko krat pokazal, nekaj slik pa bom zdaj oprostite, svetlobe je malce, tako da ravno najboljši kontrast ni, ampak Ludvik 14. kot deček na konju, prav tako se ne smete verjeti, da je tole realistična slika, fantič je, kot rečeno, sedel na nekem podestu ali kje in so ga pa narisali, da je obvladoval, pogledajte, kako močna konja, ki prekipeva od moči in fantič naj bi tole že obvladoval. Tako da v realnosti ne bi. Sicer je pa potem Ludvik že bolj odrasel, po postavi zgledal takole, prebral en res kratek odlomek. Namreč o njegovi postavi, vse, kar boste torej videli slik njegovih, boste res morali vzeti malce z zadržkom, z rezervo, kajti dejansko je po postavi bil izredno nizek.
nesorazmerno manjčken, ja, tako je, ne. Poslušaj malo. Sončni kralj Ludvik XIV je bil visok komaj 1,60 cm. Zdaj, v teh časih so seveda mere ljudi bile velikosti nekaj drugega kot dan danes, ampak tudi tedaj je 1,60 m ni bilo ne vem kaj zelo visokega. Naokrog je hodil za zlato tobačnico, z njuhancem in se basal s hrano. Z vsemi umetnimi pripomočki, kar jih je bilo na voljo, se je skušal prikazati večji, kot je bil v resnici. Med drugim je nosil 15 cm visoke rdeče pete, tudi tule bomo na slikah videli, in 30 cm visoko lasuljo. 30 cm pa je kar, poslušajte, kar nekaj takole, a ne, in se je u človeka umetno, a ne, povečalo, bi se rekli, a ne. Zato je tudi tako čudno hodil, namreč nenehno se je tudi ohranjati ne le dostojanstvo, temveč tudi ravnotežje. 15 centimetrske pete. Na slikah ga vidimo uprizorjenega portretika, ne, v najrazličnejših situacijah. Kot vladarja, kot vojskovodjo, kot družinskega očeta, kot sponzorja znanosti. Vse bomo tule videli. Začenjamo, ne, z tistim, kar je on sam seveda daleč najbolj cenil, to pa je, ne, njegove vojaške oziroma vojskovodje, lastnosti vojskovodje. Kar nekaj slike na tole temo, vidimo ga tule na, seveda na belcu sedečega Ludvika, ne, samo pokaže in seveda njegove vojske bodo krenile čez Ren in s tem prekoračile historično legendarno mejo med dvema močnima državama in šle osvajati te vražje preklemane, a ne Nemce tamle na drugem bregu. Sprejem enega od, ne vem, dvorjanov ali vojskovodja, kaj takega na Ludvikovem dvoru v Versaillesu. Sliko sem izbral zato, ker vam kaže po eni strani pompoznost dogodka, kdo vse tule ni, pogledajte, cele vrste, a ne, praporov, tule, a ne, seveda predstavnike njegove osebne straže, vse poznamo mušketiri v modrih, bom rekel, oblekah, več kot uniformah. Tamne pa pogledajte, a ne, cela vrsta dvorjanov, žensk, seveda, ki jih tule v Versaillesu ni manjkalo, vendar vse po vrsti zasenči postava sončnega kralja, katerega seveda najljubša, razumljivo, barva za obleke. Prosim, pri uradnih sprejemih je seveda bila rumeno-bela kombinacija, tako da vemo, kako je bilo za sončnim kraljem. Jasno, ta kralj je moral sijati, tisti, ki je pristopal k njemu, pogledajte po stopnišču, no, toliko, da ni v Proskinesisu, a ne v Proskinezi, ampak, a ne, v podnjem krbi pa je na vsak način moral biti, ker je človek imel oklep, kot vidite, do pasnja, ne, tole še tudi bilo malo dodatno, ampak samo enkrat življenje se prišel takole pred vladarja Francije, pa ti je bilo verjetno dovolj. Ludvik XIV kot sponzor francoske znanosti, ne samo sponzor, kot, a ne, ustanovitelj francoske akademije znanosti. Ustanovni, prosim, a ne, kako bi rekli, akt, pri katerem se lahko razmišljate, da so naokoli, a ne, naokoli učenjaki. Mož v črnem originalu in z veliko, a ne, zvezo je seveda Colbert, njegov najljubši minister, zdaj, kot vidite, je bil eden znameniti AB, se pravi duhovnik. Medar je tale slika prav tako, a ne, očitna in je vladar tako tudi naročil. Vsak lahko vidi, kakšna je značilnost te slike. Kaj bi rekli? Kdo na sliki sedi? Na sliki sedi kralj, vsi drugi ne sedijo. Spoštovani, toliko, da se je vedelo, kdo in kako. A so to že enciklopedisti? Niti govor. Ne, niti govor. Tole se je dogodilo leta 1667. 100 let. 100 let je pozneje, da, tam pa je enciklopedisti.
literati so tudi zraven. Tudi, kajti s tem ne bom zaključil, s slikami Ludvika XIV, da jih ja ne bo preveč, ampak tole bi pa sem prihranil za konec, kajti kakorkoli je francoska književnost pač tista, ki jo danes ne moremo mimo nje, tudi ne smemo v Evropi. Ne. Slika namreč prikazuje en dvorni dogodek, kralj je seveda, pogledajte, v naslanjaču, desno od njega pa Molière, oziroma Jean-Baptiste Poquelin, ki je prav tako kot si drugi imel za posebno čast, če lahko prišel do vladarja, kaj šele prosim sedeti za mizo skupaj s Sončnim kraljem, gledajte, enakemu, kar pomeni, da je seveda tole bila posebna kraljeva milost, da se je kralj spustil tako daleč, prosim, da je z, kako bi rekli, plebejcem, kar je v bistvu Molière bil, usedel za mizo in očitno sta si imela kaj za pogovoriti, kaj pa kralj ni imel, veste, ravno kaj dosti, bi rekli, soli v glavi o takole, ne, je seveda tu pa tam sploh vprašal tudi za nasvet take zraven stoječe. A pisati je znal, pisati je znal. To pa ja. Kaj dosti več pa je? Popisovati predvsem ste znal, ne, to bom pa povedal, to pa je. In še slika iz družinskega življenja Ludvika XIV, spet je dokaj alegorična, Ludvik je seveda tule, spodaj bodoča soproga španska infantinja Marija Terezija. Tudi slovenska literatura je sicer predstavlja kot Marija Tereza, mogoče zaradi španske oblike, ampak Marija Terezija seveda bo po naše slovensko pravilneje. Kaj se je zgodilo? Torej, prav tako kot njegov oče so tudi Ludviku našli špansko nevesto, Habsburžanko torej, in očitno je tale zveza bila, vsaj kar se tiste najvažnejše poante takih zvez kraljevskih, prosim, prvo tiče seveda potomcev, uspešna. O ljubezni bomo da drugič, ker kaj dosti, pustimo res tole, Veda alegorična toliko, da je Ludvik tukaj na sliki prikazan, kot pogledajte, neke vrste imperator v škrlatu, neka čelada na glavi, tule pa preprosto vabi, bodočo kraljico pridi, vsedi se zraven k meni na dvob brego, pa bo skupaj peljala voz življenja naprej. Takole si jaz osebno predlagam. Nisem, prosim, komentarjev, nisem nikjer bral, ampak si mišljujem sam. Marija Tereza, kot Marija Terezija, prva njegova soproga, ko se je v kraju Saint-Jean-de-Luz blizu španske meje zaobljubil princesi Mariji Terezi, bilo je pa to prosim leta 1661, jo je prvič videl sploh v življenju. Tako da še enkrat podarjamo, kak je ljubezen. Bila je priklikava, grozno debela in je izpod 10 metrov modrega žameta skoraj da ni bilo videti. Kljub temu jo je vrgel iz tira, ko je hotel še isti večer použiti zakon. Čeprav je bil zakonu dosledno nezvest, je vsak dan del noči preživel v njeni posteli. Menda je s tem izpolnjeval obljubo, ki jo dal materi, ki pa je bila seveda iz iste družine, kot pa njegova soproga. Marija Tereza se je tolažila tako, da se je od jutra do večera pasala s čokolado in česnovo omako. V njeni prehrani je bilo veliko premalo vitaminov in pri 45 letih, ko je imela za sabo 7 nosečnosti, je zaradi skrajno nesposobnih zdravnikov izkrvavela. Zgodilo se to leta 1683. Ne misli, prosim, o njegovem zasebnem pa družinskem življenju, kaj ti lahko bi o tem ne govoril sedaj, a ne pa res ne ure, ampak verjetno tedne, kako je bilo tole, pa ono, pa tisto leto, pa tole leto, ampak Ludvik si je, kar se zakonskega življenja tiče, potem namenil takole nadaljnjo pot. Žena, kot rečeno, 1683. leta umre, njemu se brez soproge, brez žene preprosto ni dalo živeti, tistele vse, prosim, simpatije oziroma ljubice, ki so se pa zvrstile, podajale kljuko iz leta v leto, pa so bile nek drug, nižji nivo njegovega vsakodnevnega, bi rekli zasebnega, ampak ne zasebnega, spolnega, seveda, življenja. S prvo namreč mlado Lucille je recimo imel 4 otroke, za drugo je imel 6 nezakonskih otrok in tako naprej in tako naprej.
nič novega, no, pod soncem, pa nikde novi sosove, bi rekli. Potem pa je v neki fazi življenja zelo hitro po smrti soproge spoznal tudi varuhinjo teh njegovih nezakonskih otrok, njegove, a ne dotedanje aktualne, bi rekli, ljubice. Imenovali so jo potem Madame de Maintenon, bila je celo 5 let starejša od njega in nedolgo zatem, komu je seveda striktno zavračala pot v skupno posteljo z njim in posteljne užitke, bila je celo najbolj seveda tudi strogo katoliško vzgojena in se tega hotela držati z mislijo, ne, spolno življenje je za zakonski stan, ne pa. Predtem je kralja zadeva pripeljala tako daleč, da ji je ponudil zakonsko zvezo, ki pa bi bila seveda morganatična, kar bi pomenilo, da ne ona, ne njuni potomci ne bi mogli seveda uživati kraljevskega dostojanstva, kaj šele, da bi lahko bili pretendenti potem za kakšno funkcijo, kaj takega. Menil je, da ga bo odbila, ampak njej je bilo tole več kot zadosti. Rekla je da, v trenutku, želela je namreč človeka ljubiti, ne pa ne se sončiti v slavi in razkošju, tako kot so običajno njegove ljubice bile. Za njih se je razdajalo celo bogatstvo, seveda. In poroči se drugo in živita s soprogo skupaj do njegove smrti leta 1715. Zdaj, o moškem libidu pa takole res tudi zopet ne bi, mislim, da je spovedniku svojemu še pri svojih 75 letih rekla, da je izjavila, oziroma, pardon, zmotil sem se, on je bil 75, ona pa 70, ne 5 let je bila mlajša, ampak mu po svojo nomočičnostjo izjavi, da pa je pri 70 že za njo malce pretežko, ker je mož še dvakrat na dan želel se ljubiti z njo, on pa torej pri 75. Ampak res, tale stran je tega kralja splošno znana, ne samo njegovega življenja, drugih predtem za njimi, zakaj bi tole na dolgo in široko. Gremo res pogledati torej v srž, kaj bi se o tem kralju sploh resnično dalo povedati. Kajti, kot vemo, danes je ta človek ne samo vzorec, prosim, najpopolnejšega absolutističnega principa vladanja, ki pa je, prosim, potem skozi naslednja stoletja postal eden od temeljev kakršnekoli absolutistične, pa tudi diktatorske vladavine v evropskih področjih v naslednjih stoletjih, vse do, če hočete, danes. Boste morda slišali nekaj stvari, seveda potem želeli vprašati, že sedaj vas vabim jasno k vprašanjem, k diskusiji, k polemiki, da bi še kako potem rekli. Ne pozabiti pa na nekaj, in to fotografijo njegovo sem si pripravljal seveda čisto za konec bloka slik o njem, Ludvik 14. pri zelo vsakdanjem pravzaprav opravilu. Pravzaprav ni opravilo, ampak je seveda posvečanje Bogu in verjemite, da tako kot vsi drugi kralji je tudi Ludvik 14. do svojega smrtnega, prosim, umrl sicer zaradi odprte rane in gangrene na levi nogi 1715. leta. Nekako tako, ja. Odprta rana in gangrena, ne. In ker tedaj še niso operirali pod anestezijo, je ga zelo hitro potem pobralo v par mesecih. Ludvik 14. prosim pri molitvi. Trajalo nekaj časa, da sem našel tole sliko, ampak dovolj zanimivo se mi je zdela tudi glede na to, kje danes vam podajam vsebine. Nekaj malega sem, dve takle, prosim, sem pripravil tabelni sliki, da si boste lahko tudi kaj prebrali, pri čemer sem pa, pogledajte, samo dve besedi tukaj od teksta dal v rdeče, na čemer bi se potem rad ustavil, ampak prosim, Mazaren, skrbnik 5-letnega naslednika, za kar mu je poznejši kralj hvaležen tako, da je Mazaren lahko ostal na funkciji dosmrtno. Ta smrt se Mazarenova zgodila leta 1662 in s tistim trenutkom kralj Ludvik 14. leta 1662, seveda je že poročen, ima že tudi prvega otroka, verjeli ali ne,
prevzame faktično in konkretno oblast v svoje roke v smislu, prosim, osebnega vodenja državniških funkcij. O tem bi se malenkost pogovoril. Se pravi, ne skupaj preživita z Mazarenom še dva močna upora visokega plemstva, Fronda, ki pa končno še utrdita njegovo absolutistično oblast. 61. potem v enoletnem obdobju Ludvik prevzame direktno vladanje, kar traja na to vse v smrti, napisal sem sam je glavni. In poudarjeno konkretno dela. Zraven pogledajte pa vprašanje, kateri evropski vladar je tedaj v drugi polovici 17. stoletja počel kaj enakega kot Ludvik 14. Kaj to pomeni, gospod in gospodje? Da je ta človek sklenil osebno vladati v smislu osebnega vodenja sej državnega sveta ali pa recimo neke vrste proto vlade, sam osebno napisovati stotine in stotine odlokov o nastavitvah tega, onega, 3., 10., 30. uradnika, sam odločati pravzaprav o vsem, o tem ne bomo še malce pozneje, značilnosti oblasti, prosim, njegove dobe. Prva, najpomembnejša, kajti ni smelo biti dvoma v njegove ukrepe, v njegove sklepe. Če bi ne primerjali z nekim drugim izrazom, ki pa prosim iz cerkveno-pravnega življenja, dogma je bila njegova beseda. Ampak ne smem tega uporabljati, zato ker dogma le pomeni nekaj povsem drugega. Se pravi, ni bilo dvoma vladarjeve ukrepe in pa sklepe. Francija v tem času že dolgo časa nima, in pa tudi za Ludvika 14. ni imela vrhovnega državnega predstavniškega telesa. Nima parlamenta, nima recimo državnih stanov ali državnega zbora, se pravi nekega številčnejšega kolektivnega organa, kjer bi se srečevali in zbirali najpomembnejši predstavniki recimo plemstva, ki je v Franciji bilo dokaj številno tega časa. In bi se morali načeloma sestajati vsaj enkrat na leto, da bi namreč vladarju odobravali državni davek. Zakaj ga ni bilo? Preprosto, ker ga vladar ne rabi, ga ne sklicuje. In tako ostane, prosim, do, kot vemo, druge polovice 18. stoletja, vse do Ludvika 16. ko je že res voda v grlo tekla, skliče državne stanove, da bi odobrili mu nove davke. Zato pa Ludvik 14. toliko bolj rabi, poglejmo, provincijske zbore oziroma provincijske stanove, kjer mora plemstvo potrebovati in opravljati vse zadane naloge. Se pravi, tisti prvi, najvišji nivo je Ludvik preprosto odpravil, ga ni. Ignoriral tisti regionalni, nivo, provincija, ne se bomo potem pokazati, recimo, ne predstavljamo se naše historične dežele, a tam tiste seveda zbore plemstva pa je temeljito izrabljal za to, da so funkcionirali, kot je bilo njemu korist. Močna opora mu je povsem poslušna vojska, ki je orodje ustrahovanja. Mislim, da ne rabimo kaj dalje, Ustvari si močan administrativni aparat kraljevih uradnikov s striktno piramidalno shemo. Gospodin gospodje, njegova Francija Ludvika 14. je lahko ne samo, da je uspevala, ampak je lahko odlično uspevala v tistem, kar je bila kraljeva največja zahteva, in sicer kaj? Striktno, in temeljito pobiranje davkov, iz česar je izhajalo čisto vse. Z davki si namreč lahko počel vse. Lahko si plačeval poslušno vojsko, lahko si plačeval administrativni ubogljiv aparat, lahko si pa hkrati seveda delal vse tisto, kar je vladar želel z rezultatom davkov, se pravi z denarjem. Vsako provinco upravlja generalni intendant, ki je kadarkoli zaveljiv. Prosim, to je prvi klasični sistem klasičnega uradništva sploh v Evropi. Ne samo, da je prvi, odlično delo. Ta generalni intendant dalje lahko zamenja vsakega nižjega uradnika. In to je bilo v bistvu te piramidalne sheme, prosim. Navzdol deluje s vsemi pooblastili. Kako so pooblastili danes v Sloveniji, se vemo. Plemstva v više, boljših plačanih službah tu sploh ni, prosim. Plemstvo doživlja prvi, bomo rekli, prvi od zadnjih udarcev v francoski novoveški državi, ko se ga preprosto več ne potrebuje. Tudi v uradniških službah, za vojsko še. Tole bomo preskočili, ampak bi vam najprej rad pokazal tistole, po čemer je ta francoski administrativni sistem bil tako zelo uspešen, že tule v 17. stoletju. Seveda ni takrat, prosim, nastal. Ne, takrat ga je ta vladar pripeljal res do zenita.
To je sistem provinc, večjih, prosim, teritorijalno upravnih enot. Tukaj sicer imate oštevilčene, tamne do 39. Dosti bolj vam bo pa jasno, ko bom tole pokazal na takole. Kajti tale sistem, prosim, je čisto normalno ostal kot upravni sistem in to na vseh poljih družbenega življenja vse do, pravzaprav do volitev, tudi v Franciji do dne današnjega. Sistem provinc. Ki so, prosim, ene večje, ene manjše, seveda hkrati hočem še poudariti, da so tudi te, recimo, ena od največjih, poglejte, v takšnem ogromnem obsegu, ampak ki pa je tudi znotranje bila regionalizirana. Z regionalizacijo je, in ko ste tole regionalizacijo lahko, tole regionalni res nivo, ko ste ga lahko do tankosti obvladovali z administrativnim aparatom, ste pravzaprav naredili vprašanje, kaj je bilo možno tukaj narediti še več. Če se gledate današnji francoski, recimo volilni, parlamentarni sistem z provincami na departmaji predvsem, in pa tudi javno upravo, prosim, to je to. To je to v osnovi. Tako je posebej oblikovan poslušen aparat, ki za svoj čas izredno dobro izterjuje davke in kar se vse mene tiče, prosim, je tole seveda najpomembnejši, najočitnejši odraz uspešnega, bom rekel, absolutizma v Franciji. Iz tega uspešnega absolutizma, torej, bomo rekli, v ničlo urejene notranje politike je izhajala tudi ekonomska podoba države. Ludvik XIV, ne on konkretno, ampak seveda Colbert, prvi minister in pa potem pomožni torej aparat, ustvarita, recim piši, prvo, ampak res dobro delujočo ekonomsko doktrino, ki je sicer seveda še doktrina v zametkih, prosim, pa dajmo reči ekonomsko doktrino države, imenovano seveda merkantilizem. Ta merkantilizem zopet ni bil nekaj povsem novega, saj ga je v nekih protofazah začel uvajati že Filip II. V Španiji druge polovice 16. stoletja, ampak ker je tista ekonomija izredno intenzivno počivala na pritoku srebra in dragih kovin iz kolonij, kako hitro je pa tisto začelo upadati zaradi raznih faktorjev, pa je država preprosto začela, Španija nam je začela hirati. No, tu v Franciji se tega preprosto ni moglo narediti takole v tej smeri, kajti kralj je skupaj s svetovalci pogruntal, da bo tale merkantilizem priredil seveda za francoske razmere, ampak priredil ga bo tako, da bo služil državi. Tako da, verjemite, ko smo že na tej točki, stavek Leroy, leta država sem jaz, ta stavek je pravzaprav zelo poveden in zelo konkreten. V 4 besedah je izpovedano popolno bistvo tele države Ludvikovega časa. Država je on, država pa deluje tako, kot on hoče in si je točno tako državo ustvaril. Enostavno, brez neke filozofije, ampak za eno besedo učinkovito. Torej, kralj vodi osebno prav vse, aparat mu prinaša strašno bogatstvo v obliki davkov, o trošenju katerih namreč sredstva pa odloča izključno sam. Ni soodločevalcev. Le tako so možne domala neverjetne vsote, ki jih Ludvik lahko namenja za vojsko, za luksus, za ljubice, pa še za vojskovanje, za osvajanja, za znanost, stanovija francoska akademija znanosti, za kolonije, kolonialne uprave v Severni Ameriki, Afriki, Indiji, to bomo se še povedali. Francija postane, recimo piši, strah in trpet Evrope. Hkrati pa se po Evropi, prosim, v teh desetletjih Ludvika ne ustvarja, kako bi rekli, imidž svoje države, prosim, razširja vpliv, kako bi rekli, frankofonizacije, če hočete, ali pa vpliv, recimo, nošenja francoskih oblek, učenja francoskega jezika, spoštovani, na prehodu iz 17. 18. stoletja, srednje evropsko plemstvo že mora znati francosko, drugače ni na nivoju. Vse veste, kako je tole, v Rusiji, ko Napoleon gre tjale si rusko plemstvo, vse smo brali Dostojevskega, dopisujejo kako. Ampak, prosim, dotlej tega le ni. Dotlej. Z Ludvikom XIV pa se ustvarjajo takile povsem, prosim, neki drugi učinki.
Evropi. Še pred ogledom Versaja si poglejmo, prosim, kaj je konkretnega ta radar prinesel k francoskemu državnemu ozemlju. Tukaj na tej karti sicer vidite najbolj izpostavljeni dve pokrajini Alzacijo in pa del Lorene tukaj, in pa tule zgore na severu, ampak še tale karta vam bo pa še bolj jasna, ker prikazuje izključno in samo njegove pridobitve, tukaj so bile pridobitve že iz prve polovice, in te pridobitve, prosim, so bile od španskega ozemlja, kjer pridobijo Roussillon, do nekdanje svobodne, oziroma bom rekel, francoskega dela, ki je postal francoski dela nekdanje Burgundije, Alzacijo in Loreno, in pa seveda, pogledajte, en lep kos ozemlja današnjega Artois, ne saj, piše, ja, tudi nekaj malega Pikardije, in pa še en kos, bom rekel, kar je odlomil, kot vidite, današnja, Belgije, ki več še nikjer ni. Tako da, prosim, vojaške uspehe in osvajanja na vsak način imel. In to nikaj. Vprašanje je samo, koliko je bilo vloženega v to sredstev, vojaških naporov, pa kaj je bil rezultat. Če si je Ludvik XIV v svojem življenju kaj zelo želel, prosim, osvojiti, potem to niti niso bila toliko, neka širna ozemlja na drugem bregu Rena. Nekaj seveda, sem rekel, je pridobil za Alzacijo in Loreno, ampak to je Francija, prosim, prvič pridobila že ob koncu 30-letne vojne. Bolj se mu je šlo za, prosim, osvojiti ozemlje tedanjih združenih nizozemskih provinc, oziroma nizozemske države kot take. Tega kljub trem sproženim vojnam Ludvik ne uspe pridobiti, kajti vsakič se je na nasprotni strani vmešal cesar Leopold I. Habsburžan. Zadeva je sicer zelo, bomo rekli, zelo intrigantska, ampak gledajte, Evropa ima tedaj v 17. stoletju za seboj seveda že 30-letno vojno, kjer je pa ravno Francija igrala neko čisto drugo vlogo, največ kardinal Richelieu je 1635. Torej v zadnji fazi pravzaprav že 30-letne vojne, ko je protestantska stran že bila čisto na koncu in bi Ferdinand III. Lahko zaključil vojno, stopil, torej popeljal Francijo direktno v spopade, vendar na protestantski strani. Katoliški kardinal z protestantsko stranjo. Ampak, prosim, kardinal Richelieu je bil jezuit, vsaj jezuitski gojenec, ne konkretno prav jezuit, in cilj posvečuje sredstva in točno se ve, zakaj je in čemu je to služilo. Prosim, ni služilo interesom tega ali onega ali pa samega Richelieua, ampak je služilo državi, Franciji. In Franciji je seveda v prvi polovici 17. stoletja bil interes oslabiti, koliko je le možno, Habsburško dinastijo. Če bi ta dinastija zmagala v 30-letni vojni, bi seveda v celotnem cesarstvu zmagal absolutizem habsburškega tipa, vse drugo, razen katolištva, bi bilo počiščeno, cesarstvo bi bilo močnejše kot kdajkoli, in ker so tudi na Pirenejskem polotoku vladali španski Habsburžani, bi mirne duše lahko prišlo, jaz temu rečem, do sendviča, če me razumete. Sendvič politika bi bila pa za Francijo v kratkem času pogubna. Pa zato so Turke tako podpira, ker z njimi so vse usklajali. Francozi? Najbolj, poleg Beneške republike, najbolj. Rex Christianissimus. Rex Christianissimus, pa je tudi temu bil. Se je imenoval. Ja, ampak stvarnost je pa takale. Tako da, kaj se potem tudi zgodi, v tej epizodi, seveda, Habsburžani vračajo Ludviku milo za drago, bi rekli po domače, kar naprej se v vojna za nizozemsko ozemlje priključujejo kot zavezništvo Nizozemce, ki pa so poveri bili Kalvinci. Se pravi, seveda katoliški največji nominalno vladar, cesar, branilec, katolištva v Evropi številka 1, podpira kalvinske ljudi v boju proti katoliškemu osvajalcu. Ampak zgodovina je mene vse nekaj res že naučila na življenju. Nič ni nemogoče. Pantarej, vse teče. Potem pa Ludvik XIV je že v res poznih svojih ostarelih letih naredi eno
kakorkoli pogledamo, ne, fatalno taktično napako. Zgodi se tale napaka v Španiji. Ob izumrtju namreč španskih Habsburžanov 1700. leta Ludvik pripelje na španski prestol takoj, a ne, svojega vnuka Filipa, kar si se zadnji španski kralj Karel II. Določil v poroki, vendar bi ta Filip po Karlovi smrti dobil tudi francosko, oziroma po Ludvikovi smrti, hkrati lahko dobil tudi Ludvikovo oblast oziroma francosko krono. S tem pa bi nastal en, kaj sem napisal, evropski velikan tistega časa. Torej, predstavljate si, a ne, dve veliki evropski državi, ki bi bili seveda vsaka zase, ampak bi imeli pa personalno unijo, oziroma vladar obeh bi bil en sam človek. Verjemite mi, da toliko poznam psihe teh ljudi, da se tule seveda ne bi ustavili. Naslednji hip bi vprašal, kaj se je možno osvojiti. In seveda naslednja bi bila na vrsti ne ravno cesarstvo, ampak Velika Britanija. Ja. Star trn v peti, oziroma kaj bi naredil tale vladar Španije in pa Francije hkrati, šel bi poravnavati račune izpred stoletij, namreč iz 100-letne vojne z Angleži. Zato se temu upre Velika Britanija, poišče zaveznice, med drugimi seveda Habsburžani. Začne se tako imena španska nasledstvena vojna, traja 12 let. 7. Prosim? 7. Ne, 12. A 12, ja. Do 1712. Potem naslednjega leta 1813. v Utrechtu je cela vrsta mirovnih sporazumov, in ker sem tole temo izpred 2 let ne predstavil tudi na enem simpoziju tukaj v Ljubljani, tam je novembra 1713. sem jo posebej preštudiral, cela vrsta mirovnih sporazumov, ampak poglejmo, ne, vojna namreč tale, ki jo je izposloval, bi bomo rekli, Ludvik 14. prepričan seveda samozavestno v moč francoske armade, tudi on si je pridobil nekaj zaveznic, ni pa računal, da bo vojna dolgotrajna, finančno ta vojna uniči državo, vse se Ludvik zadolžuje vse prek in nazadnje kar nekontrolirano, ponavljam, prosim, ne. Ludvik bi zanesljivo v vojni uspel, če če ne bi njegova oblast, njegov libido, njegova samozavest, njegova sončna milost in tako dalje, a ne trošila iz leta v leto neizmerne vsote denarja, medtem ko pa na vojno seveda bi morali biti pripravljeni tako, da bi morali nekaj imeti na domače šparanega, rečemo. Dobro je vedel, da bo tule ena situacija se nastala, ampak kakih let nekaj nazaj se ni pripravljal, kako bi rekli, finančnih rezerv za tole. A je dolgoročno gledano tu uvod v francosko revolucijo? Da. Da. No, to me zanima. Zdaj sem prišel, da... Francija... To me zanima, ja. Da, lahko da te gledam. Vse te katastrofe, bolševiki, pa naši... Francija se potem se to domino. Francija se namreč potem ne more se ustaviti na... Slovenija mira Cerarja. Ja, recimo, ne. Ludvik umreče leti po koncu vojne, prej so zasede pravno Ludvik 15. vendar moč Francije začne postopno upadati. Francija po 1714. nikoli več ne bo tisto, kar je bila za časa Ludvika 14. Ludvik 14. pa prosim ni bil samo vladar Francije. Francija ima ob njegovem nastopu, prosim, karto sem posebej izbral, zgoraj vidite letnico 1660. Ima seveda nekaj malega že ozemelj, kolonialnih ozemelj izven Evrope. In sicer pogledamo v Severni Ameriki, Francija, kot vidite, je s temno barvo označena, tole tukaj pa je francosko kolonialno ozemlje leta 1660, čeprav jaz menim, da je tale karta ni ravno čisto posebno ustreznejša, po moje, ampak druge nisem našel, bi morala ta zadeva biti potegnjena vsaj tukaj do prvega od velikih jezer. Kajti že 1609. je ustanovljena francoska naselbina Quebec, 1642. potem še Montreal in obe tele naselbini sta bolj tukaj proti jugu, tako da bi jaz malo še podaljšal, ampak nekaj bolj pomembnega je pa tole, kako tole kolonialno ozemlje Francije zgleda pa čez kakih 40 let. Vse se ve po komu. Tudi morate vedeti, zakaj je toliko St. Louisov mest v tem delu delti Mississippi. Ja, seveda, normalno. Tole je stanje leta 1700 v Severni Ameriki in vam jasno kaže, kaj so Francozi tedaj, prosim, na severnoameriški celini imeli. Človek ne bi verjel, ampak čez dobrih 60 let bodo zgubili pa popolnoma vse.
kako je pač bila francoska politika po smrti Ludvika XIV. To je pa bil rezultat Ludvikove, prosim, interesa politike, tudi osvajan, seveda, raziskav severnoameriške celine. O tem pač ne morda učimo toliko v našem šolskem sistemu, ampak prosim, severnoameriško celino, dober del, gledajte, te celine so raziskovali in osvajali Francozi. Prospektori. Se me ne, Ja. No, in Samo malo, če ne veš, ali je res, da so francoski odnosi do avtohtonih lahko potem v debati, prosim. Ja. Debati, ja. Smisel, da je že ima. Še ne, ampak bo treba res zaključiti že. To je druga karta, ki pa kaže še bolj, a ne konkretno razsežnosti, tudi na, recimo, karti, kot vidite, današnje Združenih držav Amerike in pa Kanade, kjer je ta francoska ne temnejša, mislim, modra barva ne temeljito poudarjena, vse seveda do Mehiškega zaliva, pa tudi, prosim, na najsevernejših področjih okoli Hudsonovega zaliva, kjer so si Angleži začeli ustvarjati kolonialno oblast, ki pa so jim Francozi kar naprej spodrizovali. Se pravi, stanje ob koncu vojne za špansko nasledstvo, ampak pogledajte, en ogromen takle Francozi so bili, dajmo rečem, bom rekel, najmočnejši vladari severnoameriškega prostora. In sedaj še seveda k tistemu, kar mora biti, ni dovolj govoriti o Ludviku XIV, če se to ne pokaže. Izbral sem planimetrične slike, se pravi, razširjene, kako je, jaz tam še nisem bil, ampak mogoče, pa le imam čas stopiti tudi pogledati, kako je človeku, ko se znajde pred vhodom v kompleks Versailles. Treba si res samo predstavljati, da je tale brez konkurence najmogočnejša zgradba dotlej, prosim, na evropskem kontinentu bila grajena leta, da pa je vladar, prosim, osebno nadziral gradnjo, osebno je hotel, tudi mislim, ukazoval kaznovanje tistih, ki recimo, za katere je mislil, da pa niso najbolje kako delali, kakorkoli, prosim, Versailles, seveda tedaj zgrajen v popolni tihoti, popolni osamelosti, a ne stran od Pariza. Pariz se je seveda vladarju zameril, ni hotel več niti slišati zanj, in ker si je ustvarjal si je oblast in državo po svoji zamisli, si je ustvaril tudi Versailles, da bo tole seveda ne samo njegov sedež njegovega dvora, njega samega, ampak da bo dobesedno srce države, in to je Versailles tudi bil, najprej še malo teoretsko. Vrhunec vsega, torej njegovega vladanja, ideja o izgradnje Versailles, odlično namreč zamišljeno, kajti postavil je Versailles namreč narekovali srce države. Sem je namreč pripeljal na 1000 uradnikov. Versailles, če se ne moti, imel kapaciteto, a ne okoli, mislim, da med 16 pa 20 tisoč ljudi, če so se kar malce nadnetli. In z njihovimi plemi, z njihovimi družinami je seveda vred, kar pa je pomenilo, da je recimo imel domala celotno državno oblast pri roki. Zdaj, če bi tole malo poenostavljali, pa rekli v današnje razmere, predstavljate si recimo, da je hotel, kaj zvem, da je dnevno ali pa tedensko pošiljal na okrog po 15, po 20, tedensko po 15, po 20, po 30 nekih poslanstev svojih uradnikov različnega ranga tukaj živeči v Versaillesu in jim je, kako bi rekli danes, hotel osebno podpisati potni nalog. A me razumete? Ja, ti si ljudje so morali biti vsak trenutek so morali biti pri roki. Ne vem, ob 11. začeli se spomnilo, oni mu še moram nekaj povedati, sve oni glasujo. Takoj prvi izposlali en gremo vladarjo. To je bil način vladanja Ludvika XIV. To je od 1678. njegov dvor in bivališče. Kdorkoli namreč je tudi hotel kralja videti izven Francije, različna od poslanstva, kralji in tako naprej, je moral priti sem Versailles in tedaj ga je videno, seveda, dotolklo sem uporabil izraz. Ko si predstavljate, kako je moralo tole psihično delovati na kogarkoli, ki je prišel sem. Versailles se ni dalo narisati, ni se dalo fotografirati, ni se dalo filmati, človek je moral iti tja in videti. Prosim. Nismo v 21. stoletju, ampak govorimo o drugi polovici 17. Ko takih zgrad v Evropi faktično ni. Da je tako početje, na daljši rok bilo finančno vzdržno. Glede, tole zadeve je bilo treba tudi izdrževati.
Tudi tu smo mi zelo na tankem medu v Sloveniji. Na to sledi potem katastrofa, finančni narave. Ampak res, poglejmo tako, pridete, jasno je, kdo vas na konju pozdravlja, ne, imperator, ni dvoma, kdo je tukaj gospodar in komu je treba se izkazati kot ponižnega. Pogled se strani na kompleks, kjer seveda ne morete zaobjeti celote, tako kot boste potem z planimetričnimi slikami lahko nadalje, ampak tudi tukaj lahko vidite, prosim, megalomansko, zelo besedno izgradnje. Ta slika, mislim, pa dosti bolje pokaže razsežnosti, ko se kot človek, kot pogledate posamezno, postavite tam noter in je potem, bomo rekli, nekaj kilometrov zgrad, pa vsaj kilometre zgrad, prosim, naprej in ne veste, kaj bi to besedno. Vsaj slika mi tako kaže, podarim, ja še tam mislim. Bil, skratka, to je zadnji del, jasno moram pokazati tudi notranjost, ki so francoska država sedaj, mislim, v desetletjih potem obnavljala, koliko je denarja tudi odvrženo, zopet ne vem, ampak nekako interesantno se mi zdi vse skupaj, ne bomo rekel sicer vanitas vanitatum, ničevost ničevosti, ampak ko je bila zgradba izvirno grajena, so seveda za njo potrošili, ne vem, milijade, rečemo, denarja, ko je francoska država šla vsaj na novo, zopet obnavljati, so zopet bili vrženi, ne vem, spet milijade denarja, ampak zato, da lahko vidimo, kaj je nekoč tukaj dejansko bilo. Ena od, prosim, sestavni del dvoran, mislim, da se ne vem tudi katera. Ena je namreč bolj krasnejša kot druge. Evropa v trenutku, ali pa malce pred smrtjo Ludvika XIV. Zgleda takole. Prosim, Francija je še vedno velesila, brez konkurence velesila številka 1, ampak kot rečeno, doseže Ludvik XIV. Cilj v španskem svetovni vojni, njegov pravnuk postane, Filip postane španski kralj, vendar združitev, dveh vladavin v eni osebi ni možna. Kaj se je zgodilo? To je pravzaprav bil prvi, rekli bi, sploh vseevropski spopad v evropski zgodovini. Ali pa recimo prvi spopad, v katerem je sodelovalo res večje število, ampak res večje število evropskih držav, neprimerljivo več kot recimo še v 30-letni vojni, kakih 80 let pred tem. Temeljni nasprotnik Francozom tukaj so Britanci, cesarstvo, seveda, Habsburžani, različni faktori, prosim, znotraj samega cesarstva in prav nič slučajnega, prosim, da točno v tem letu 1714, novi vladar, novi kralj, recimo združenega velikobritanskega prostora, ker je tamne dinastija dokončno izumrla, postane nemški volilni knez iz pokrajine Hanover. Ampak prosim, o tem se seveda ni začuditi v evropski zgodovini. Tako so pač zadeve po družinskih in krvnih vezah preprosto šle. Tole smo že pogledali, tudi tole in pa tole. Kar pomeni, da sem na koncu, če bi povedal na koncu samo še misel ali dve, povedal sem, da se tudi po 3 stoletjih o Ludviku XIV. Da povedati marsikaj, lahko se pretirava, lahko se ga, bomo rekli, tepta v blato, mimo njega pa preprosto ne smete. Niti govor. Zato, ker je evropska stalnica evropske zgodovine, tako on kot njegova oblast, njegova država, da pa je, prosim, kot rečeno, sprožil celo vrsto procesov, tako znotraj same države, kot zunaj nje v Evropi, spodbujal, prosim, to so dejstva, spodbujal znanost. Do njegovega časa, prosim, iz francoskega, bom rekel, znanstvenega prostora, koga pa poznamo? Morda Bodena, ki je še človek pred, torej prve tretjine, 17. stoletja, znamenitja, mislim, se Jean Baudin, 6 knjig. Kar pa potem pride z dobo Ludvika XIV., se pravi od sredine
pa druge polovice 17. stoletja naprej, pa je seveda neprimerljivo v francoski kulturi, znanosti, neprimerljivo z prejšnjimi dobami. Tu so, prosim, a ne, dotlej nevideni, a ne strateške novosti v vojaški taktiki. Tule so nevidene, dotlej, prosim, novosti v različnih vrstah kulture, umetnosti, prosim, a ne, poznanje Vauban, recimo, a ne, znameniti Ludvikov arhitekt, ki je pogruntal, ne, povsem nov tip, recimo, ne samo utrdbe vojaške kot take, ampak nov tip ureditve, namreč arhitekturne in urbanistične ureditve mesta nekega kot takega, prosim, kjer je vojaška funkcija bila samo ena od funkcij mesta. Ne, tako da vse skupaj resnično moramo realno dati na prosim, tistole, a ne, bomo rekli, tehnico plusov in minusov. To, da pa je, a ne, oblika njegove vladavine, prosim, oblasti navdihovala potem v Evropu že za njegovega časa, pa še potem v naslednjih stoletjih desetine raznih vladarjev, je preprosto hoteli so biti pač mali sončni kralčki. Mali absolutisti, a ne, ampak točno tako, seveda tudi vemo, da tudi Versajev, vsaj kopij Versajev v Evropi nastaja potem nič koliko, od Dunajskega Šönbrunna naprej. Če bi se lahko ne presedili, torej ne bom govoril še posebej res o ekonomiji, kajti samo res ustrezna, učinkovita ekonomija lahko vzdrževala in vzdržala take težke, bom rekel, pogoltnosti, a ne jemanje denarja. Spet pa, ko pogledaš, prosim, leto njegove smrti in Francijo potem, koliko, prosim, 70 let in je revolucija seveda se ni dalo ustaviti. Lahko so jo, prosim, zavirali, ampak ustaviti pa nikako ne. Hvala lepa za to.